je mama segrela vodo, dala škaf na sredo kuhne in sva se z bratom lepo umila, oba dva, v isti vodi, tako da sva bila kao čista. Ne. No, kako smo včasih rojstne dneve praznovali. Malo drugače kot danes. Mama je ponavadi vsakemu, ki je praznoval rojstni dan, najprej napisala pesmico in voščila v obliki pesmice. Potem je nabrala rože na vrtu in šopek navila in pa torto spekla, ki pa je bila bolj preprosta od zdajšnjih, ker smo jo pekli v štedilniku, ne v takem pekaču kot zdaj, ampak je bila ravno tako dobra. Praznovali smo v družinskem krogu, ne tako na veliko, da smo poklicali vse prijatelje, pa ne vem koga še vse, ne, kar v družinskem krogu je to bilo, bolj na majhnem. Ampak je bilo zelo luštno in zelo lepo, tako da me to rada se spominjam teh rojstnih dnevov, zelo rada. Ja, napravljeni smo bili pa več ali manj v poloverje take, debele ali pa jopce. In te so mame štrikale so razdirale stare jopce, pa stvari so nam na nov štrikale. Ne? In je to kar spet šlo od brata name pa naprej, kot da se je to kar naprej uporabljalo. Ne? Jaz se spomnim, kako me je zebel kot otroka, ker tazga ogrevanja, kot ga danes poznamo, ni bilo, ne. Mi smo stanovali v stanovanju, ker sta bila dva prostora in en majhen šporgat, mi smo rekli šporgat, to je bila ena taka majhna, nizka, z bronzo pobarvana pečka, ki je imela en visok ror in tisti ror naj bi pol oddajal toploto, ampak to si ne morete misliti, koliko je bilo hladno v bistvu v teh prostorih. Tako da pozimi, na primer, so bile ledene rože na vhodnih vratih, kljub temu, da smo imeli še zunanja vrata, ki so se več zaprla. No in najbolj se spomnim pa tega, kako zvečer sem mamo prosila, da ne gre v poslo, da bo malo pogrela, ki je bila taka bolj topla ženska, da sem se pol hnej stisnila. Pa smo imeli pol na tisti posli jasno eno tuhno, ki je bila visoka, ena tako visoka tuhna, ampak vse skup mraz je bilo. No. In vem, da sem se tako stiskala k mami. Tako da ja, ampak glejte, počlo kar preživi, ne. Danes je pa čisto drugače. Včasih je bilo vse drugače. In nakupovanje hrane je bilo dosti bolj komplicirano kot zdaj. Namreč mama je dobila enkrat na mesec plačo in nas je otroke napasala in smo šli lepo vsi v trgovino, ker so bile klasične trgovine, ni bilo še samo postrežnih in so moko pa te zadeve, mast pa olje, to je več nabavila za cel mesec, ki je nabavila, so dali nam v trgovini voziček in smo s tistim vozičkom vasenko domov peljali. In tako je pol doma to spravila in smo pol črpali cel mesec, ne, to zalogo hrane, ker se ni vsak dan nabavila, kot zdaj, ne. Zdaj pa hrana se hladilnikov tudi ni bilo, ne, in smo hranili, ker je bilo takega, da je moglo biti na hladno, smo imeli na oknih, na med oknih, si bil na policah. In vedno je rekla mama, takrat, ko so rože na oknih, to pomeni zmrznjeno, ne, so rože na ognju, takrat pa lahko meso kupimo in ga imamo kar na oknu, da se ne pokvari, da ne zasmrdi. Sva z mamo hodile peš tukaj proti Žalam, pa pol dol na Savo se kopati. No in to so bili taki počitniški dnevi, ne poletni. S tem, da je naša mama pripravila v eno tako kangelco, bordo barve, fižolovo solato, stročji fižol, solati je bil, pa polpetke mesne, no in tako, da smo imeli hrano za čez dan. Tako da to so bile počitnice, ampak je bilo tudi fino. Taki lepi, topli spomini, no.